najprej prosim, če ima kdo kakšno vprašanje. Da imam možnost za vprašanje. Ti, ki ste videli predstavo, sigurno imate kakšno vprašanje. Ja, vsi pomislimo na tele grafike, te reči, ki izgledamo, to ima tak procesno odglede z vami, ne? Ja, ne. Jaz bi vprašala, kako ste vi dojemali in spremljali delo očeta in ustvarjali stanje v knjigi, kaj to vam pomenilo, kako to vas zaznamovalo? Ja, skupno aktivno sem spremljal, ker sem odraščal v njegovem ateljeju, to pa moj brat tudi. In tam sem tudi priučil različnih tehnik grafičnih. Prav, še preden sem šel na oblikovno šolo, sem že v začetku naučil malce njeno red za mesnega, karstva, kašne, vsem pa to, da sem živel v ateljeju, tam je bilo ogromno knjig, ogromno revij. In jaz poleg strikov sem sedel vrsto začetek revijah in knjigah. In tam sem tudi odkril tudi Marceliša, Maleviča, ampak predvsem je bilo popolne inspiracije, ker on je tisti, ki je deloval v živo. In tisko naprešlo in vse to se zapomne prav. Kaj je pomagali? Ja, smo, mislim, takšni. Vi sem toliko stari, ne? Jaz sem se že rodil v tem idejo, ne? Mene to brati posmetajo še dobro preboje, ko so ti kaj, ko bi stroj narejen, kaj bi stroj narejen, prešel? To je bilo konc 60-ih, sred 60-ih let, je stroj, on je naredil načrte, je dal delati strojno tovarno, to je tukaj na eni od teh starih grafik, tam so pač imeli možnost to narediti. In to je bilo pred 60 let, je začel še to te stvari, ki so tukaj in v tej sobi, v tretji sobi. Tudi spolj je bil tudi Sitovci, ki tudi sam navedel to po vlastnem načrtu, ki mu naredili stroj za Sitovci, ki je spolj v naslednjih sobanah. To, kar je pa mi dva, se pa relativno odraščala od njegovem delu. To si ti rekel, da si videl prve te variante, ki je pol videl. Najmoče je bil pedagog na osnovni šoli, kupoval je za tiste čase, nekaj knjige, ki so težko dobile, je pač, ne vem, po kakvi verziji in vezak to drugo, bili smo naročeni na live, revijo live v 60 letih, nekaj. Človek hoče to malo gleda, se težko predstavlja, je sploh dugo, smo dobili. Še preden je pol Artmus, ne vem, nešto na fotografiji, sploh na druge revije ne ročil. Ampak najdi pa je tudi zame tak presežek, mislim. Ja, to je bilo krasne fotografije, članki o umetnosti, ne samo o politiki. Zato si ti veliko bolj gledal, kot pač jaz sem šel bolj slikarstva, ki si muziko in stavim stvari kot slikarstva obvalil. Imela sta fajno štartno pozicijo, čeprav je to težko v bistvu, ker njega so sploh bolj, ko si vi štartat, sledili Udba, da je Afrika, ki je tam nekaj ignovala. Mi smo recimo šli na Dubovskem, ko je najmoče, naše dan, imamo na Drunovca, mi smo šli gor, čez vikend, smo prišli gor, povedal, je bil ta ateljer ulomljen, strani policije. So iskali noter, ne vem kaj. Super zimljeno. Ja, to se dogaja. V začetku 80 let, čez 80 let, To, da nam je dovolj, da lahko tiskamo plakate na njegovih strojev, to je noro. Ne vem, če bi še bilo to dovolj. Koliko tih časih je tak 80. In te prve plakate, ki smo jih nalepili pač Lajbah s križom, to smo
se stiskali po učitelju na studijo in potem smo čez noč šli v Ljubljano, poljeto, ki se po Ljubljani, ker nekaj preživel v Ljubljani in se potem takoj vrili preboje in šli se spet v Ljubljani, so bili plakati, to se nas praskali, no, to ni nečem stavili, vi so bolj preboje. V katerem koncu preboje prste, oziroma je oče imel, ste tam živeli in imel oče atelje tam? Ja, najprej na Partizanski 28, to je naspod kovinarske šole. Ko večkrat sprašujejo, kje mi tak navdih za glasbo, če živiš naspod kovinarske šole, Vsaj da vidite, ne? Potem sem preselil v novi dom, to je gospod Terezija. A je delo doma? Ja, imel svoj studijen delo. V Bilu hiše? Ja. Ne, mi nismo imeli hiše, to se tudi zanimivo, ne. Mi smo prvi šteli Hrvače iz Trgovca, ne, povedal na to, to je videli tam na grafiko. Smo leta 61 smo prišli v Trgovlja, smo bili podnajemniki, mislim, najna naša podnajemnika, oba univerziteti, ampak podnajemnika. Bili smo Partizanska 28. Familija Rade, to so bili vele trgovci že pred drugo vojno, prva vojna, znana familija, tudi ljubljanska, ampak so Deutsch več. In smo tam bili do leta 74, potem šli malo gore, na 100 metrov više, in takrat smo še dobila družbeno stanovanje najna starša, od šole, to je bilo čist na konci, smo šel z gimnazije v Antici, to je bil že likovno program in tako, to je dobro. Se pa malo stiskali, ne? Ne, so bile prve stanovanje navajeni na to, da se funkcionirajo. To je bila stara vila, ki je bila okoli Brehtove. Vsi si predstavljali Trbole, ti si pa odraščali, mislim, kakšen skoli cementarna, kaj. To je bila stara vila, mislim, z krasni vrtovi okoli in bilo res, v bistvu, zelo romantično zložilo, mislim. Ko smo se sedili gor, ni bilo več to videlo. Mislim, pol sem nekaj šel v Ljubljano živel. Ampak bilo se ven, stvarjanje bo pozorjanje. Tukaj nekaj je to. Ja, to je smešno. Govorijo o tih igranikah, da so to socrealizem. Jaz sem vedno skeptičen, da to socrealizem, zato prvič, ker je kasneje, bistveno kasneje. In drugo, kar se mi je zelo pomembno, da ni človeških figur na nobenih teh industrijskih gradih. Ravno teh je ni figur. Ne Rudarjevo. Recimo ta je Lajbah uporabil pa za svoj prodor v apropriacijo in tako naprej, mislim, kar zdaj rado govorim. In te so pa starejše, ne? Te pa nismo uporabili, ker sem zdaj preveč lokalno, mislim, pač rudarsko. Bolj nas je zanimala ta odsotnost, ne ima več tukaj. Kako je gledal na te stvari, da sta profilirajo? Ne, oče je stalno, mislim, on je res podpiral na dva skratom, mislim. Ko sem jaz odkril te grafike na novo, ne, sem kar videl iz svečmi, ko sem pristal, ne vem, 20-19 star, sem pač ugotovil, da gre tukaj za industrijsko arheologijo, ampak v takem materiju, ko bi ga kak dirali, upam, da ne pretiravam, skupaj s kanto, ne. Zakaj oče ni hotel ljudi gor dati? Kaj je bilo vzrok? Ja, to bi mogli njega vprašati. Samo, vse so, rodari so, to je bolj vino, kjer so ljudje. Mogoče bi lahko povdati to utesnjene. Ja, ne, pa tudi se vidi, da je užival pri delu, mislim, to je isto tudi če bi slikal, mislim, to je to dobro naredjeno, da mene vprašajo, zakaj ne se odločil za glasbo, ja, mislim, da to vidiš. A se kaj pritiskal življenje, takrat recimo vas konkretno, stisnenje predvoljeno? Ne, to je kakvi reči stisnjeno, mislim, to so hribi, mislim, da si lepo. To zdaj pa ni več tovar, mislim, no, zdaj bo cementarna, Svedežni gorenci. To je bilo nam prvi. Zdaj pa so, ja, tudi dimski, podoben. To so res mojstrovine, no.
Vsaj moje mnenje takšno, ne vem, kaj sem vašem, Linorez, priljubljena tehnika 60 Linorez, Alperes so res. Ker jaz sem tudi osnovno šolo hodil, prvo osnovno šolo v Celju, ne, in smo najbolj pogosto tehniko, mislim, edina je bila Linorez, ne. Smo imeli tisto od špice od dežnika, ne, in smo išli s tem, ne, in doma smo morali Linorez prinesti, ne, in je bil Linorez. Nas je pa imel na prvi osnovni šoli Milan Lorenčak, ki je bil tudi akademski slikar, njegova žena je bila pa Deninska Mavretič Lorenčak. On je imel prvo osnovno šolo, ona pa drugo. V grafičnem centru v Tivolskem gradu je poudarek na grafika, ker je pač to grafični center, to je njegova pregledna razstava približno sredino 50-ih let pa do leta 95. Njegova vsa obdobja, ki jih je ustvarjal v grafični tehniki. V prvem obdobju so pač značilni te rudarski motivi, rudarju, v rudniku, obdelu, potem tovarniških poslopi v Zasavju, v tehniki linoreza. Drugi sklop je sklop jedkanic na kvatint, ki se tudi navezujejo na ta rudarski del, ki so pač tukaj razstavljene v tem prostoru, ko zdaj stojiva. Naprej dol, v tretjo, četrto sobo so grafike v tehniki sitotiska, ki so izrazito drugačne, nasprotne, barvite. To je bil en drug obdobje, ki ga je delal v 70-ih letih prejšnjega stoletja. In potem se je začel vračati nazaj v črno-belo barvo, zelo tako znakovsko znaki in tako zelo geometrijske variante, ki se pa spet tako, če gledamo nazaj, navezujejo na to prvo fazo, začetno fazo ustvarjanja. Vmes smo postavili kot primerjavo temu njegovemu grafičnemu delu par slik in eno skulpturo, ki dopolnjujejo ta njegov cikl nasploh, da se vidi, kaj in kako je to povezal v svojem slikarskem oposu in absolutno tukaj v grafičnem. Tukaj je samih stvari, ki zameral skozi misija. Oče je ogromno, imel sem polni poslušal klasiko, tudi Tom Jonesa, ampak velika poslušal Zibisija, pa Revela in to Besniste. In v tem času imel te grafične. Oni stopajo, ne? Ja, mislim, to je to, ko gledam v tistem času, smo še našla Simbo, in je to povezano, Mundo in Simbo Plavo, Otok Simbo in Lajskop, res ne vem. Verjetno je malo vpliva tudi čist. Kaj je misija? Ali morje? Morje, vse to naravni je bilo, Lahko se tudi neki posledki, Ne, absolutno. nekega mesta, nekega urbanizma. Res ne, da sem pogrebali smo v teh gazbah Zibisijah. Grafike govorijo
krasno, zato je gre nekaj interpretirati. Moja vsak posameznik, vsak od vas se najde nekaj. Spodelili sam vernik, takrat, no? Ja, absolutno, ne. To si rekel, ne, se pravi, gre, pač mi smo živeli v Trbovljah, ne, Trbovljih, ravno, zapančena kraja, ne, to je to, absolutno, ne. Tam imamo sliko, mi da Breda, Hrvatska predstava, pa hvala zraven, po primerjavi, en del njegovega dela, pač to je slika, ne, takrat so same grafike, dve slike so vrstili razstav, ki navizuje na ta del, In tukaj je, ker moj najnoč je šel do Rubih, ne, on je šel noč na brodarje, gledal, kaj delajo in to slika narejena z materiali rodarskimi, bitumen, pesek, katran in te zadeve, ne, recimo, drugi naši, slovenski umetniki tistega časa, ki so se ukvarjali z informeno, ko je kratek čas, obdobje, so gledali po revijah, ne, zadeve in so potem namala zadeva, ne, najnoč je šel noter in to iz prve roke naredil te zadeve, ne. To je, se mi zdi sila pomembno, tudi te zadeve, grafiki, ki se skupaj navizujejo, ne, prvega tam vinoreze, visoreze, ne. On je bil vrst, on se je delal, ne, on je zelo, kako se ga je zelo, on je užival, eksperimentiral v različnih tehnikah. No, to je to so rezultati. Sicer se vidi, recimo, po mojem, da se napomnil enega, recimo, da so nekaj stikarjev, tako pester razvoj njemu. Od tega vinoreza, čisto socialističnega, do takega izčiščenega in geometrina, drugač pa bi rekel, ne, da ste za Savci čisto okupirali Ljubljano, ne? Ja, oče, pa jaz, ne, Dejan, mogoče, ne, mi imamo še kumlance, ne, kum. Ja, tudi nekaj drugega, to pa biti za Savci, ne? Ja, kumlanstvo, ne? A tam po dolinski Triglav. Ja, Lahko profesorja Kmetlo vpraša, ne? Nekaj je bil gor vajen, ne, na Dobovce, tako poti do kuma, ne? To si gre iz Trbovlja. Zaprav, da ste v bistvu desna stran. Desna stran, ne? Vse na desna je Čedolenska, ne? Trbovlja je na Štajerskem koncu, ne? In to se ni našlo, ne? Seveda se pa kontrolira cesta, a je tam policisti vsaki četrt ure v kongresu, veš, ne? Sem se sploh kada, ker imajo sečno požledo in so zavodili. Kraten videnje možete. Ne, ampak ti sploh sam se da moraš zelo paziti, da je vidiš. Ne, zdaj je to, drugače to lopno, to je klapa vse. Ampak ti tiste stvari, vaša tudi še trupata. Jer še tako vrste za bolj se krasno nekaj. Ja, to je rečeno. Oče niti samo čitali zagati, ki je pripadno. No, je več, ki je izbuka. V Dolenski tudi zapola se gledalo to, kar kost zaproga Vitaša, čeprav prevedenje je bolj prevoditev, pa najbolj kaloričnega zmoga. Še slej, še bomo predstavlja najbolj kalorične. Ja. Malo na glas, morate govoriti. Ja, samo se pogovarjamo. Ja, ne, Ona pa tudi Batično nekaj podobno. Ja, Batič je pač, ne gre tudi premog. To se ga je bilo, preko Trbovča, ne? In je sicerovne hiče stova, on je tudi zelo, ima, ne? Pa se ne nekaj zgodbi, javnih besed, oziroma zadnjih, najšli bi bil zgodbi. Ni bil sploh, ni bil sploh. Včeraj, da ti
ni dobila nobene kredita, recimo, ljudi Mašta, tako, Mašta, No, oče je šel na študijsko potovanje v Libanon, Sirija. Srednja soba, ja. Pa vsi morajo vlago, ne? Ja, razstavo pač zato, ker je gre za obsežen grafični opus, ki na ta način še nikoli doslej ni bil predstavljen. Tudi mene je presenetil, ker večinoma umetnostna zgodovina nas pozna ne za po njegovem začetnem opusu, torej po teh narezih in po njegovem zadnjem, tem izčiščenem geometrijskem obdobju. Vse to vmes je bilo tudi meni presenečenje. Poznala, vedela sem za sliko, nisem pa vedela, da je identične stvari delal fotografiki. Tako informel je nekaj novega, kot tudi ta faza, ki je vezana, kot je Dejan prej rekel, na to njegovo potovanje v Egipt in Libanon in verjetno to so vse ti vplivi vizualni, ki so v njem pač sprožali neke določene spremembe. Čim začetni so tiste dve konceptualne, te so prve, ki so nastale v tej maniri in so res še bolj dekorativne in ornamentalne. Medtem ko potem, ko je šel naprej v to obdobje, ki je imenoval spomini na otroštvo, ki so cela faza, to na nek način spomini na otroštvo, je pa v ta ornament ukrepal zgodbo. Znotraj je figura, ki je prej ni. Figura je seveda tako je zgodbrstvo. Figura je narativna. In sam Knez je rekel, da sicer ne gre samo za spomine na otroštvo, da bi v bistvu so to fazo lahko pojmenoval tudi spomine na sedanje, glede na to, da so notor vplet, vso krajino, vse tisto, kar je okrog njega in pa seveda spomine, predvsem to bo pa Mišo povedal, potem več ve, na njegovo otroštvo v Nemčiji v času internacije. Ja, cel ta del Zasavja in Posavja je bil drugi faz leta 42 pregnan v Nemčijo. Naša familija je šla v Erfurt, drugi z nami. Imeli so srečo, da so bili ena se pač delala na otroke, ena familija nemška je bila zelo široka in držala tako, so bili čisto otroci, njihovi otroki prijatelji, so šibali po Erfurtu, 10 let in 12 let in takrat oče je videl prve katedrale, Erfurt je znan, imel krasno kulturo. Prvič je bil cirkus, in tle so pač ene zadeve tudi iz teh spominov. Tudi ta prva je dala se slikovnost, ker še potem so štartale grafike. Prve sliko je bilo ima ciklen 50 slik tega formata rdečega meter 50 na meter 50. Pa mu je bil pa izdev to narediti v tehniki sitotiska. Zdaj so predstavljala tako naprej barve, pač kolor, močne barve, ki svete sred, pa tudi še dosti, ki jih ne vidiš v takrat so prepresnetila, ne to teko tiste tam naprej, pa da so v bistvu iz obdobja. Gospod je tudi prej omenil, da se vidi ta razvoj, pa Mišo je rekel igra. To je ena sama igra. Vidite, tukaj gre za isti motiv, ki ga je sam preigral, tukaj pač hotel videti, kako se bo odzivala stvar, kaj bo nastalo. To je res igrivo. Imate skoraj celo stene je isti motiv. In marsikaj niti ni podpisal, zato ker se mu ni zdelo potrebno, se je s tem dejansko igral. Ni šlo za to, da bi prodajal, da bi delal naklado, da bi s tem služil, ampak je šlo dejansko za igro. Za razloživost, veliko razloživost. Mislim, da te spomine morajo biti, so iste platne. Ja, tudi tam, tudi tem. Samo se poigramo z malo. Samo tista se razlikuje tam gor, pa tako, ne se vemo malo drugače, pa za eno isto. Ne samo z barvo, tudi z načini, z razproma, ne. No, tehnologija, ne. Ja, tehnologijo. Vse to.
Ja, on je istočasno, on je bil pedagog na osnovni šoli, otrok, njegovi učenci, ni dva sta bila, osnovna šoli njegova učenca. On je izredno, mi smo delali podobne zadeve, pač nalogo nam je dal tako in ne samo vinoreze, pač v prvi fazi, kako ste rekli, naredila dan več priklja, pa to sami naredili potem še koliko nožke, za vinoreze, to res. To smo delali kot s temperom, tempari, tehniki, no in motivirati in tudi dobiti od nas manjših drugo varianto žase. No, priznajte, kako ste me to ocenili. Zdikovega povuča. Samo kar dobro. Ja, mama mi je zelo Mame so bile stroge. No, to učitelj se rekel, da pa sem imela zelo slabo oceno. No, se to je zdaj, da smo rekli mama, pri učiteljicah, moja mama je tudi bila učiteljica, najna mama je bila učiteljica, takrat četrti razred učila. Jaz sem hvala v četrti D razred, pravi D, tako naprej do četrtega, rekla ne. Jaz se ne bom učila, ker da ne bojo misle nego pač kolegica. In sem mogel zamenjati razred. To se danes dogaja, ne veš, takrat je to bilo. Ne, se pa eksperimentalno zdaj knjeg. Ja. No, ampak kaj je našo očetu? Nekaj, ki se govarjal z očetom, glede internacije v Nemčijo, nekaj pa svoj rak je pravno tako, nisem. Ne, to je to šilo, cirkus je bilo kino, ne vem kaj, mislim, turo. Ja, no, super. Postavili s fotom, z Joštom, da je šla pa nazaj, to se pobega na pomladstvo. Kako znali zgodbo, no? Nekaj mi to starejši brat, ker je 15 stari bil od njega, on je bil, njega so vzeli, pač je mogel na Evropsko fronto, on se pa sam vračal nazaj. To je bil ranjen in to, to se lepo je zgodbe, Tretji raj zgodbe. Je bil delo? Ne, on je bil takrat. On je bil star 12, on je bil 31, najmoče 31, to je bil star 12 let, 13, 14. Ne, pa v Nemčiji so bili, on je 12 let, 12. Torej so bili, oče imel službo, recimo tam, kako je bil? Ne, oče mi pa, njegov dva ni vedel. Ne, to so pač te familije, ko je bilo več ljudi pač iz Slovenije, pa iz drugih klancev, so mogli delati področje. Vrste delo med znanstvo. Delo na internacije, ne? Delo na internacije. Gremo naprej? Malo, sam bom nekaj besed jaz rekla v tej sobi. Mišljatom sva se odločila, da pač eno sobo posvetiva še malo kar neke vrste omaž umetnikov samemu, pa še iz enega drugega razloga, namreč, ko sem pregledvala material, sem videla, da je knez ima ogromno avtoportreta. Jaz nisem toliko avtoportreta v vseh različnih medijih, nisem videla še pa nobenem umetniku. Ne vem, jaz sem potem z Mišotom se pogovarjala, zakaj je toliko avtoportreta. Jaz sem potem vprašala, če je mogoče to ta samorefleksija skozi avtoportret. Človek, ki živi na obrobju, ki ni v centru, veliko avtoportreta v različnih manjerah, v različnih medijih, kot sem že rekla, je na nek način samo preizpraševanje ali pa pogovor s samim sabo. Avtoportret je dosti tak motiv, samo refleksiven. No in zato sva tukaj umestila nekaj avtoportretov iz različnih obdobij, torej kot vidite nastajali so čisto od začetka na akademiji tam prvi, pa potem tale harlekisti iz tega obdobja, tudi mislim, da je iz obdobja akademije,
Ali so res prvi avtoportretno in ta krasna serija risb, mislim, da je triptika iz 80-ih, mislim, da je iz 80-ih, nekako se opada s to fotografijo tukaj, ne, iz njegovega ateljeja, pa še neki njegovih kiparskih poskusov, tamle tudi reliefi, pa še en avtoportret v glini. Tako da, mislim, da je za ljudi pomembno, da vedo, kdo je avtor, katerega razstavo so prišli pogledati, sploh tisti, ki še nikoli nismo znali slišali. Tudi to je ene vrste. Lažje se je identificirati s tem, kar gledate. Posebno, no, v Sloveniji takrat še noben imel to. To, kar pridemnih barov, verjetno nisem dobil z Francije, ne vem, ali pa iz Nemčije, po moje, pa 70, po moje, spet prijatelj. No in ta faza je, mislim, ta grafika tukaj je neka vrste prehod, ne, med tistim, kar ste videli tam, pa med tem, kar je začel nastajati kasneje, ne. Začel se pojavljati simbol, da je figura šla stran, ampak ni še totalna abstrakcija, ni še popolni geometrizem, še vedno noter nek simbol, ki se razvija in velik barve. Pa spet ta dva momenta, ne, da dopolnita to zgodbo o njegovi igrivosti, ne, koliko je imel dela on, mislim, tem, kar je naredil. Tam imate v bistvu gre za kolaž, verjetno tudi neka študija, kako bi lahko višlo vsaka ta kvadratek, ki bi lahko samostojna grafika. Tukaj, kako je sestavilo eno samo. Cel kup pač načinov, kako eno in isto stvar povedati na različne načine. No tukaj, ko so pa potem tista zadnja faza, ki je začela tudi nastajati, v 80-ih in sicer se vrlo zanimiv dizajner in res. Čisto prve, ko so ti dve seriji, Siva in Črna, sta nastali v Linurezu. Nastajajo seveda, glede na to, da gre tukaj spet za izčiščenost likovno in za simbolno naravnano govorico, se odloči v bistvu tudi samo za dve barve. Tudi barva tukaj nima več glavne vloge. Sam Mec je povedal, ko sem jaz pač izklikale tudi iz te oddaje, da je pač začelo nastajati v času, ko mu je žena umrla, takrat se je barva odmaknila, barva ni bila več v prvem planu in ta izčiščenost in ta tišina je začela nastajati v tem obdobju. Tam to, da pa še več povedata. Ta zgodba se je nadaljevala še potem v 90-ta, sliki ni bilo veliko tega, ne? Neki malega je slik. Neki malega je tudi slik, ampak... Na to varianto, to je slika krivne, po nekaj lomata, meter 20, meter 20, meter 20, ni pa veliko, ne? To je to glava? Mora, to je tako, ne? Ja, ampak bolj svetlo, bolj svetlejša, pa v zelene, to je ena varianta. Ena sama barva. Med je tem in tem, ni nič drugega. Ja, je velik slike te krajina, ne? Ampak grafiki ni. Grafiki je v bistvu ta prehod. Ja, ta prehod. Ja. Več simbolov na enega samega, izčisti. Jaz mislim, da je to dosti logičen prehod. Če pa še zgodba zade in neka, da še barva zdine, to bolj logično. Potem, ko dobiš, mislim, v bistvu svoj smisel, pač nastaja še naprej. Do 95, potem je pa to njihov pravi, da to delati več nastaja. Super, da delati zdravo, Slika proti naši sistema. Ko povejte, vidva, ko imate s tem delo. No, za nam je razstavljati, da je to 20 gradov. Ja, sem zdaj.
še več sicer, ne, mislim, zelo opusov, ne. Sem pa razvila selekcijo, ampak slike ogromno, ne. Slike gre v tihoče, ne. Pripogled, kakšen njegova galerija, oziroma še ni. Dela, imate dosti, bi rekel, družina, ima dosti različnih. Družina pa mala, mislim, mamo, ne. Koliko širite? Ja, to, kar je bilo v četvrti lasti, ne, to, kar ni pač bilo zunaj, ne, je... Ja, no, recimo, ne, je dva, tisto stan stik, ne. Ljud se ljudba hvalili on je izredno bil produktivno, vsak dan je bil, ne. Tam res ni bil čas, da se to ne može nastaviti. Tudi se Bistvo postajate že počasi dinastijati, ne? Nimate še eno potomce, ki ne rekel, da je Ja, je zaključal, ne? Ni še diplomiral, ampak drugače. Zato dovede je oče, ne? Je, mislim, babica, ne? Dora Han, z Evropskim zmotežem Magicom. Tako se pogovarjala vseh dan neka hiperprodukcija, pa to veselje, letovstvo, slikanje, pa to je noro. Trajno, ne? No, ko si naprej rekli, da ni bilo časa, najmo oče je bil tudi, recimo, smučarski učitelj, prvi učitelj plesa, meril pri skokih, ocenjeval, mislim, gledal športnik, smučarski povednik. Mislim, zanimivo se gleda. Mislim, nenavaden to se gleda svaj, ne? Več talentov. Če v tistem času, ko prometniki ni bil tak, ne, če je enostavno, avto se vozitke, ne. Ker pa ni bilo lepo tak, ne. Je bilo vlak, ne? Suk pa vlevica. Cel dan. Cel dan, Šegrana soba, ne? Zdaj, kaj dosti več o tem ni zapovedati, že sem jo vse povedala, to je zaključek, zadnja soba te razstave, so grafike, ki so nastali v 90-ih, v glavnem politiki, tudi zaradi načina, zaradi sloga, zaradi tega izčiščenega relativizma, ena sama najbrž ni dovolj, serija govori bolj močneje, Ta je zanimiva, ko je sliša, je dikti sicer, ampak da se mišljeno došla, da naredima objekt, zaradi tega, da če en tak dober zaslušek razstave, pa tudi bolj vzpostavlja dialog med grafiko in konstrukcijo, zaradi tega, ker tudi mišlja je kot da Pančeva postavlja na špico, da se bolj pogovarja s tem, kar je okrog. In mislim, da to je zame dobro rada, da smo na začetku pogovarjali. Vidiš, da je kam pele, zarijo. Je se kontakt. A to začne, No, da te grafike, 90-ih, je tem grafikam je bil na Bienalu, reč kot prisoten nekaj nagrade dobil. Zato tudi je ta opus, ta faza bolj znana v slovenskem letnicem sporu. Je to pa zdaj na tiskanju grafičnem centru. Ja, to so tiste prve, ki se poklonil za ustanovitev grafičnega centra. Med prvim.
Ogromen imate tega še doma. Ja, tiste nakladne familije, sem nekaj res, preneste bistveno manj tiska, ampak tudi tisto ni delo. Če vi trga, da plača dela, doma pa vam jo predale. Jaz sem še eno počnem, ko pregledam samo grafično šolo, nekaj avtorjev posprejko sem videla, ena nisem imela to, ki je bil preizraven, zato ko se bi se nekaj še nismo posledili. Predvsem ne v tem splošnem, mogoče si mokom. Ja, on pač njega v Ljubljansko grafično šolo ne moramo dati. Že zato nekaj bi tudi Ljubljane. Ker konec koncev je Ljubljanska grafična šola dosti vezana na Ljubljano. Ja, pa tudi ni delal na ta način, ni delal na enak način, ni delal v jesenci nakladniki, kar sta pač specifične, ni delal v teh, dobro, ja, ta informel, ampak je zelo skojski, je zelo poseben, nima, njegovem informelu ni nobene forme zares, nismo vsake, kot ima recimo se razvijajo drugi, ni nobene figure, ni nič, ta zelo prepoznavne. Res bo je pač krajina nekega rudnika, neke ceste, pač, kako je gospod rekel, neka mikro zgodba, mikrokrajina. To sem rekla malo kot pripombo, ker se mi zdi, da malo zamejujejo percepcijo, včasih mi zboge. Ker pa cela generacija skozi pride ene stvari, potem bo s pestom, da še ne zadeva. Tako s pestom dovolimo še dodatno, to se dogaja še naprej in bo, ampak definitivno on ni isto oblikoval grafične šole, tako kot recimo tudi ne Zdenka Golov, ki je bila prej v naši galeriji predstavljena, in tudi ne Slikarskega, čeprav so kasneje dali noter zaradi tega, da pač kar je bila zelo dobro grafika. Ni pa nikoli zavestila. Vsi v obdobju, ker je bila to zelo močna skupina in bila zelo promovirana, torej 60 in 70, ker je šla po celem svetu, ne. Je tako zmaj Se tudi Knes ni dobro ostalo svojega informela. Če bi ga verjetno bistveno bolj poznali. Še manj pa ta tisti prejšnji, mislim, tisti manj, tisti zbaral. Tako da ni, on je pač bil bistveno bolj po moje slikar. Grafika je bila, pa tako kot sem jo jaz pojemala, sploh informel, je bila bolj kot slika. Jaz sem občutek, da je delo kot spisal, zaradi tega, ker je bila tako haptična, da je lahko dosegel tisto, kar je dosegel lahko na plažu. Ta ideja, materialnost, ki jo je nudil. Potem pa za kakšno stvar se je podločil, da bo pač naredil morda več odpisov. Večina stvari je pa zelo eksperimentalnih. Ampak jih je podpisal, to pomeni, da se je zadovoljil s tistem, kar je naredil. Včasih je podpisal isto grafično, pa eno na glavo, zato ker mu je oboje delovali. Dobro. Šlo je res za eksperiment in pač za to, za nek dodatek zraven. Tudi to, ta grafik, ta razstava hoče povedati, da ga poznamo zelo samo kot slikarja, ampak da je imel tudi to sporedno produkcijo, ki je bila sočasna. Vi ste njegov sin, podedovali ste sicer umetniško žilico po njemu, vendar ali nadaljujete očetov stil slikanja ali ste se usmerili kam drugam? Ja, oče je imel dva sinova, jaz sem slikar po profesiji, mlajši brat je tudi slikar, poznam sicer bolj kot ustanovitelj skupine Laibach, je pač več v glasbi kot v slikarstvu. Imamo mi, pač jaz osebno še
še dva sinova, eden od teh je kipar, to se pravi, ta tradicija slikarstva v familiji Knez se nadaljuje. Ja, jaz pač nadaljujem tradicijo v slikarstvu, očetovo tradicijo. Absolutno to ni zdaj, imam svoj stil, druga varianta. Je pa veliko vpliv, jasno, veliko vpliv očeta, ker sem rastel v njegovem ateljeju od mehkega pa do recimo konec gimnazije, ko sem odšel v Ljubljano na študij.